se mi, da se stvari počas malo urejajo. Da je končno tudi nad našo streho posijalo malo sonca. Vse skozi naša okna sije. Jaz se bom pozdravil. Ja, jejte naprej, da se ne bo skladil. O, pa Parmanici je tudi posijal sonček. Miladin je kupil prstan. Le kaj naj to pomeni, ha? Nancy in Jimmy sta odvrgla maski. Evo, pri Bogu prisežem, da nisem vedela, da imam Nancy tudi lasuljo. No, pardon. Alenka Pšeničnik je zdaj ona. Nancy, ne morem verjeti. Pa dej, no, nehi že, sprijazni se, no. To sem jaz, ona je bila pa ena navadna afnasta krava. Tudi mi dva z Gorazdom sva končno zbrala toliko poguma, da sva si zaupala. Veliko lažje se počutim, res tako osvobojena. Še nekdo se je odločil, da bo počistil s travmami iz otroštva. Rado. Ja, da se soočam s to zopetno razredničarko iz drugega razreda, ki mi je natesla strah v kosti. Pa zdaj ne vedno, kad je kakšna situacija pomembna, jaz vedno odpovem, zato ker se nje prestrašam. Kdo bi si mislil, da ti ena zoprna učiteljica v osnovni šoli lahko spremeni vse življenje? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho sto želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Hrannik pravilnik sem uspešen že, če poskusim, če dam vse od sebe in se nekaj novega naučim. Tako sem uspešen tudi v primeru, če mi nekaj ne uspe, ker sem vsaj poskusil, dal vse od sebe ali se vse... Poglej, Rado, važen je, da verjameš sam vase. In če verjameš vase, ti verjamejo tudi drugi. Tole si zapomni. Ljudje nikoli ne poslušajo vsebine, ampak gledajo tebe, kako jim to vsebino predstaviš, veš? Ja, a pol ni važen, kaj govorim, ampak kako govorim? Bravo, bravo. Zdaj bo namreč trenirala, da boš čim bolj prepričljiv. Ja, ampak, poslušaj, Kodin, mene je strah. Kaj? To moram premagati, to mi še nismo vedeli, kako bom premagal. Ja, čakaj. To ti bo pa eden od Morijovih razložil, zato so tukaj. Ampak veš, se mi zdi, da je tole kar bolj težko. Če bi jaz na tvojem mestu, jaz bi najprej poiskal tisto učiteljico, ki ti natresla strah v kosti in eno tako premazal, in če bi se le dal tako pred ljudmi, tako ki ona tebe pred celim razredom. To bi moral narediti, ja, to bi moral narediti. Kaj do nje? Že enkrat vzkrat razumeš. In pa bi ona se uscala in pa bi ona smrdela in bi rekel, da smrdi, kako je ona me je rekla. Ne. Pa bi bil isti prasec kao ona. Rado tega nam naredil. Po mojem je itak že Bog šrafo, jaz teh računov nam podračunaval. Ja, Rado, dragi moj, potem pa ne vem, kako je druga stvar, veš. Mogoče pozna Morijeva teorija kakšen drugačen način, kako se človek sooči s sabo in svojimi problemi in tako naprej. Veš kaj, je pa še nekaj. Imava pa še en problem midva. Ja, kaj ve, pokličuj ga, pa nam bo pomagal, ne? Slušaj, tale Morij je zelo drag. A imaš ti kaj cvenka, veš, jaz namreč sem čisto švarc.
Soči štadi, suša, tako kot vedno, se veš. Sedel sem. Jan, živjo. Vprosto, veš kaj, daj pritraj, daj drugič, no. Bova šla drugič ti ale v živalski vrt ali pa kamorkoli drugam. Sam danes ne, no, lepo prosim, nimam časa. Kaj, ima mamica spet kakšnega novega stica očija? Ne, mami nima nobenega novega frajerja. Sam me pobletava en ful hud tipček, ki me že ful izkušen. A lahko zdaj povem, zakaj sem prišel? Ne, daj Jan, daj drugič. No, saj sem rekel, midva z Radotom imava eno hudo debato, res. No, dobro. Jaz sem vam prinesel nekaj denarja, zato ker vem, da ste čistko brez keša, pa še sreča debata naprej. Pač... Poglej. Madonna, če jaz nisem en trud. Otrok mi prinese goro denarja, jaz si pa ne vzamem niti minuto časa zanj. Jan, počakaj! Pa res slab fotel. Jaz ti že ne bi dal toliko denarja, ej. Ne mi zdaj še ti vesti nabijati. Sicer bova pa tale denar tako porabila za tvoje zdravljenje. A, si res? Pridi kdaj pome z ognjem v očeh, se bova ljubila vso noč. Pridi kdaj po nasmeh in poljub. Ker vem, da moj primc nima denarja, da bi mi odperil pred oltarček kam nalepšil kakšno egzotiko. Se bova imela lepo, ker tukaj v temle mojemu salonu. Dokler je še moj, dokler mi ga tis hudič od Karadžordževiča ni vzel. Čeprav slišim pa, da gospodom Karadžordževičem niste ravno preveč navdušeni. O, dober dan, gospod advokat, dober dan. Dober dan. Čist prav ste slišal. Čeprav ga tukaj še enkoli videla nisem. Je, kako da ne. Meni je pa govoril tako lepo o vas. Kako da je prvič v življenju srečal žensko, s katero bi zapravljal brez problemov težke milijone. S katero bi preživljal dolge večere na svoji najljubši rezidenci v Budivi. O, kakšne klamfe pa stresate, no. On je sigurno srečal kakšno, ja, ampak to nisem bila jaz, a veste, gospod, oprostite. Veš, stric Francel, prej, ker nisem bila bogata, tudi nobene dobre prijateljice nisem imela. A misliš, ker nisi bila bogata? Ja, pa ne samo zato, ker nisem bila bogata, tudi zato, ker sem malo bolj temne barve, pa zato, ker sem malo bolj okrogla, pa tudi zaradi tega, ker nisem bila bogata. Saj na tem svetu je skoraj zmeraj tako, da denar vse postavi na glavo in tako ne vemo, kdo so naš prav prijatelji in kdo ne. Pa saj lih to sem ugotovila. Ja, po svoje te prav zavidam, da si do tega prišla v svojih letih. Sam sem se do tega dokopal zelo pozen. In tako sem videl, da so moji pravi prijatelji lahko edino le otroci. A imaš veliko denarja? Velik. Pa tudi veliko tistih, ki komaj čakajo, da bom šel pod zemljo, da si ga razdelijo. Ja, a pa si naredil poroko? Sem. Ampak bo vse dobo eden, ki tega sploh ne pričakuje. Vsi tisti pa mislijo, da jim moj denar kar avtomatično pripada, pa ne bodo dobili nič. Takole. Zdaj imam pa dost. Zdaj me pa že kolena bolijo. Kje pa tvoja mami? Ne vem. A ti je ona kar malo všeč, a? Zdaj, ja. Ko bi imel kakšno leto manj, bi jo z veseljem pelal na veselico. Tudi sam sem dolga leta živel kakor v začaranem krogu. Ves čas pomalam nezadovoljen, zmeri brez denarja, tako nekaj mi je manjkalo. In potem sem se en dan odločil, da svojega življenja ne bom več zapravljal. In? In sem začel živeti po svojih načrtih in na potujih, ne? Kar pomeni,
sem prevzel odgovornost za svoje življenje v svoje roke. Ja, ampak te ni bilo nič strah. Namreč, rado ta težava je strah pred nastopanjem. V ključnih trenutkih kar odpove. In ni osamljen, veste? Je strašno dosti ljudi, ko v trenutku, ko bi morali dati največ od sebe, odpovejo. Ja, res. In tudi sam, vam povem, tudi sam sem imel včasih podobne težave. Strašno podobne probleme. Zdaj pa jih nimam več. In veste zakaj? Zato, ker kadar govorim, si vse ljudi predstavljam nage. Kaj? Nage. Ja. Vizualiziram. Ja? In potem me ni več strah, nimam treme, ja? Tako. Priznam, mislim, včasih je tako, je malo smešno, ne, mihren smeh, ma z leti, s treningom, sem se naučil samokontrole. Kako bi se pa jaz tega naučil? Kako se tega navadim? Strašno enostavno. Zapri oči. Vizualiziraj nago občinstvo. In jim govori, kar si se namenil govoriti, ne? Ma, govori jasno, govori kratko. Dej, probi, dej. To je super. Koliko je nagih žensk. Neca Falk. Kaj ti happen? S temi našimi moškimi je pa res križ. Ampak brez njih bi bil pa en presnet dolg čas. Ja, tisto dolg času pa res drži. Joj, Rozi, ne mi zameriti, sploh nisem pomislila. Tega je že tako dolg. A veš, največkrat se spomnim na sina. Njega pa res tako pogrešam. Posebno zadnje čase, ne vem, a veš, zdavnaj je že pisal, da se bo oglasil, ne, da nas bo obiskal. Pa se nič ne oglasi. Nobenega glasu od njega. Ja, nič. Ti naši otroci. Glavno je, da smo živi pa zdravi, pol je zmeraj upanje. A tudi s tvojim Jožetom bo še vse v redu. Upam, da kmalu. Rozi, če sem čisto odkrita, jaz brez njega ne bi mogla živeti. Res ne. Čeprav ga pa včasih malo pobiksa. O, Jezus. Ja. Mal prej sem vam rekla, da je končno k nam posijalo sonce. Zdaj pa tole. Tega si pa moj fotor vse ni zaslužil. Najboljš bi bilo, da to razkužbo šnopsom. Ne, sam šnopsom ne. Ne, pa... Štefi nikamo ne hod lebot, no. Pogem pa po Arnko. Sama sem jo namočila in vem, da pomaga. Mal sicer zapeče, ampak mal pa mora, veš. Jože, kdo ti je to naredil? Pa ja, nisi spet pil. Kakšna pijača neki. V službi sem napovedal tiskovno konferenco. Rekel sem jim, da je prišel čas za trenutek resnice, no. In čez nekaj časa sem sam doživel svoj trenutek resnice, ne. Jože, odstop, lepo te prosim, odstop. Ne. Lahko te še ubijajo, razumeš? To pa ne. To pa ne. Če sam pomislim na tisoče mladih, ki umirajo, medtem ko se ta mafija vala od narod, me ima, da bi čisto vse postrelil.
Jezus, Jože, če prav razumem, to pa niso hecne stvari. Poslušaj, eno govori pamet, drugo pa čustva. Rozi, zadosten star. Ampak, če te zgubi, se jaz vem, da bi ti vse naredil za Janeza, sam če te zgubi, pol pa nima vse skupaj nobenega smisla. Zame ne skrbta, punci moji, za vas je treba poskrbeti. Kje sta otroka? Maja je šla na sprehod, Janez je v sobi. Maja pa vsak čas pride nazaj. Greva jaz pobrigala za njo. Poslušajte me dobro. Od danes naprej moramo biti vsi zelo previdni. Če ne vem. Pet greva v kopalnico. Maja bo vsak čas nazaj. Se bom jaz pobrigala za Majo, ne? Pet, Jože. Hvala, Rozi. O, Jezus. Pa zdaj to. To vam je rekel gospod Karadžordževič. Poslušajte, gospod, ampak jaz njega tukaj nikoli živega videla nisem, razumete? Pa če mi je sam rekel, oziroma prisegel mi je celo, da je z vami že skoraj vse urejeno. Poslušajte, za mene tisti vici o neumnih blondinkah ne veljajo. Poslušajte, če vam rečem, da jaz njega nisem videla. In on je verjeten, če imate vi kakšne slabe namene z njim, veste, okoli mene, tok, da boste vedeli, da mene v to ne mešati. No, kolikor vem, ste se že pošteno mešali, ne? Ven pejte, zdaj vas imam pa čist dost. Kar ven pejte, dost vas imam. Ja, Manica se je res vse zmenila, ampak ne z bogatim pokvarjancem, ampak z enim simpatičnim upokojencem, ki ima majhno pokojnino, ampak ga ima Manica vseeno rada. Tok, da boste vedeli, gospod, advokat. Hvala Bogu, da imamo malo miru. Sem tudi čisto utrujena. To pa sod zraven, imate pa srečo. Imaš srečo. Francela, nisva mi dva na ti. Ja, no. Kaj sem že hotel reči? Zdaj sem pa čist pozabil. Ja, nič. Uživajmo v tišini in pojejmo. Eno kratko vprašanje, samo... Imate rada čokolado? Kaj imate? Mir! Tišina, kaj se pa greste? Udrete kodrha v stanovanje in začnete škrcati na aparate. Aida je postala podjetnica leta. Zdaj vas bom naučil reda in ulike. Gremo ven, gremo! Poseben ime za čokolado. Gremo. Tako, zdaj pa lepo eden po eden. Ampak samo, če vam bo Aida dovolila. Prosim. A lahko dobim intervju za revijo Tolar? Lahko. Postali ste podjetnica leta, mladi ste, imate želje. Kaj si zdaj želite, ko imate veliko finančnih sredstev? Želim si, da bi se lahko 1 uro v miru guncala na sosedovi gugalnici. Dost? Vaš čas je potekel. Gremo. Izvolite. Naslednji, prosim. Imam jem kar direkten. Zdaj pa lahko stojiš na glavi ali me pa v oči pogledaš. Ja, prav. Mislim, ful je važno, da gre resnica ven iz mene, no. Ker se mi je skozi del, da ne morem pač tega nobenemu povedati, sam pol sem govoril, pa sem nekako razmišljal. A veš, ful ti je bilo prehranjenega, zdaj, ker te ni bilo, ne? Med drugim tudi to, da sem neploden.
A veš, sem bil že polnoleten, pa sem šel lahko sam v bolnico, pa mi ni bilo treba nobenega vprašati, pa... Pa sej boš lahko še 100-krat to zgodbo slišala, če boš hotela. V glavnem, dejstvo je, da jaz ne morem narediti otroka. Kako je pa potem Tinin otrok? Kar pomeni, da Tina ne more biti noseča z mano. A veš, zdaj, ko jo gledam, ona ful da na tvojo besedo in... Če bi lahko ti nekako zrihtala, da se jo rešimo, no? A lahko prosim še enkrat od začetka? Koliko jih je že bilo? 13. Koliko je bilo pa različnih vprašanj? 2. Eno, kaj se Ida želi z vsem tem denarjem, drugo pa, kakšne ima plane za prihodnost. Ja, takšno današnje novinarstvo, sploh pa ta rumeni tisk. Slikca, 2 stavka, adijo, vse eno in isto. In koliko jih je še pred vrati? 2. Izvolite. Dan. Želim si, da bi se lahko 1 uro v miru guncala na sosedovi gugalnici, na teda za prihodnost pa še nimam. No, veš kaj, naj to ne zanima. Mi, da sva te zdaj le prišle vprašati, od tej, ko si tako bogata, a sploh še imaš kakšnega ta pravega prijatelja? Pa kako veš, da je res iskren? Aida. Ne vem več, kjer prijatelj je pravi in kjer ni. Ampak rada bi bila spet navaden otrok. Hvala in nasvidenje. A to je vse, kar ste želeli vedeti. In zato ste toliko časa čakali. In vso tisto drhal spustili naprej. Ja, čeprav so prišli prvi, so bili zadnji na vrsti. Prvi čujemo nasvidenje. Nasvidenje, pozdravljeni. Aida, ne bi žalostna, no. Tako kot Alja in Špelca. Kako drugače znajo razmišljati otroške glavice? Nekatere, ne vse. Tudi sama sem, no, ne več otrok, ampak najstnica in če sem iskrena, ne bi bila rada s fantom, ki ne more imeti otrok. Sorry, če sem koga razočarala, ampak poskusi se vživeti v mojo kožo. Dej, Mojca, drgni, veš kaj, jaz danes začenjam boj s čiščenjem. Jaz hočem, da pride moj dojenček v tak lep, čist, dišec svet. Ej, ti pa moram povedati, da se ga že toliko veselim, jaz komaj čakam, da pride, res. Pa tudi veš kaj za Gorazd, da se mi zdi, da bo en super očka, sam mal časa rapa, ne? Tina. Kaj? Daj, pridi, usedь se. Nekaj ti moram povedati. Veš, Gorazd ne more biti oče tvojega otroka. A da ne? Ja, čakaj mal. Ja, kdo pa je pol? To bi morala pa skoraj ti vedeti, a ne? Kdo pa še ostane? Čakaj. Ja, nič, mogoče je pa Rado. Ja. Aha, tako je to. Najprej je Jaka. Če ni Jaka, je Gorazd. Če ni Gorazd, je pa mogoče Rado. Ja. Aha, a če pa še Rado ni, je pa mogoče Jože ali kdo? A ne, Jože pa ne, čakaj mal. Ej, za njega sem pa 100%, da ni, ne, Jože ni. Ampak Rado je pa čisto možen kandidat, res. Pa dobro, pa se veš, Mojca, kaj za Rado te govorijo, kakšen dober dec je, kakšen kavalc je, ne, nekrat so se res malo spozabila dol v kleti. Tako da, če zračunam, čakaj mal. Ja ne, čist možno, da je Rado. Res. Tina, kar lepo usedь se. Veš, če je res tako, potem ti pa jaz svetujem, da se preseliš v eno luškano mehno stanovanje. Jaz ti pa zrihtam oddajo na televiziji, čist tvojo. No, kaj praviš? Ja, zdaj, ko nosim vašega otroka, no, mislim, svojega otroka pod srcama, zdaj bi me pa radi ven spodili, ali kaj, Mojca, no. Mislim, da bo boljš tako, res, no.
Čakaj, kaj si rekla? A sem prav slišala, da bi jaz imela svojo oddajo? Samo še nekaj malenkosti moram urediti, pa je oddaja tvoja. Jaz ti pa lahko pomagam z nosečniškimi nasveti. Se to si že sama predlagala, ne? Veš kaj, jaz bom najprej tole do konca počistila, pa bom pa razmislila, ker, ne vem, jaz sem utrujena. Zdajle ne moram nič razmišljati, res. Čak, samo malo, da tole do konca počistim. Tina. Ti bošček moj, kaj? A si res od Radota? Pa sem se končno spomnil. Kaj pa? Naredila bova preizkus iskrenosti. Kako? Zaigrala bova, kot da si izgubila vse svoje premoženje. Tako, da bom spet revna. Tako ja. In pol bova videla, kaj se bo zgodilo, ko se bo ladja začela potapljati. Pametno, Francel, pametno. Takrat bodo pa podgane zbežale. Tako ja, in midva bova videla, kdo bo ostal na krovu. A pol bom spet sama. Verjeten. Ampak ti saj ne bo treba odgovarjati na neumna novinarska vprašanja in končno se boš lahko že spet guncala na sosedovi gugalnici. Jaz sem za. Ockej! Pokličeva novinarje in ko pridejo, jima poveva svežo novico. Kakšno pa zvejo, ko pridejo, ne? Dobro, takole ne bo šlo, če me boste vsakih nekaj minut pošiljali skozi vrata, ne? In če ne bi bil iz tako trdega testa kot sem, bi se lepo poslovila in konec debate. Zdaj pa prosim, da se zberete in spomnite še enkrat gospoda Karadžordževića. Gospod, zadnjič vam povem, k meni hodi en simpatičen in prijazen gospod. Ki je reven, a veste. Tizga Karadžordževića pa nikoli nisem videla, me razumete? In mi je tudi čisto vseeno, če ga nikoli ne bom. Dobro, okej, v redu. Bova pol nadaljevala. Zdaj pa prosim, povejte mi, kje je WC? Tam je, sta vrata. Ne verjeti. Miladi. Janez, budi se. Ja, kaj se je že jutri? Ne, ni. Sam nekaj hudega se je zgodilo. Pa je bilo dobro, če ko vstaneš. Kaj pa je? Živjo, je kdo doma? Ja, tukaj sva v tvoji sobi. Takoj grem, sam na stranišče grem. Maja, sam malo čak, z očijem popravljava pipo. Kaj popravljata? Mene lulat! Maja, pridno, greva k Janezu, pejt. No, počakaj malo. Pravzaprav, Rozi, že v redu. Maja, očijo so pretepali. Kaj? Nisva hotela povedati zato, da vaju ne bi skrbeli. Ampak, prid Jože. Oče, vse v redu. Vse ni nič hudega. Samo malo so me prebunka. A jaz sem pa vse skupaj prespal. Drage dame, dragi gospodje, resnica je takšna. Da vam bo vzela sapo. Tako, kot jo je meni. V rokah držim kaseto, na kateri so besede ljudi, ki jih poznate, ki jih imate radi, ki so vaši prijatelji, vaši znanci, za katere bi dali roko v ogenj, da tega niso sposobni ne storiti, ne narediti. Zato, dragi novinarji, vam apeliram, prosim! Ja? Kdaj? Ja.
Bogataje so potepali. Smrti. Pod eno streho. Spoštovani novinarji, v imenu Aide Jazbec vam moram sporočiti veselo, žalostno novico. Aida Jazbec ni več lastnica tovarne čokolade, ker je naredila usodno investicijsko napako. Kaj? Jaz sem se vedela. Aida je sedaj pripravljena, da odgovarja na vaša vprašanja. No, Aida, pejmo se zdaj vse tri skupaj guncat. Cool! Pej! Un tele, advokatski od Karadžordževića, viš. Mi je rekel, da je bil Karadžordžević ne vem kolikrat tukaj. In da je celo najdu. In jaz ne vem, no, kako je to mogoče, viš. Kako lahko tako laže, no, poglej. Verjetno je najdu pa kakšno skiro se kurba, ne, ki je prav mahnena na denar. Razumeš? No, kdo ima zdaj koga za norca, gospa Manica? Prej ste mi trdili, da ga še srečali niste, a zdaj ga pa držite za rogo, kot da se poznate že 100 let. Ja, gospod Karadžordžević, vidim, da se z gospo Manico že dobro poznate. Kaj? Kaj? Ej, stol! Advokat, hitro, stol, tako, hitro. Ja. Hvala vam, gospod Finžgar. Tole bi težko jaz brez vas vse sam zmogel. Kaj pa je bilo zavrteti tistih nekaj številk in sklicati novinarje? Štefki gre vsa zahvala. Men. Štefi, brez tebe bi bil jaz danes čist navaden pijanc, veš. Dej. Imate vse pospravljen, pripravljen, zdaj pa jaz raj grem, da me za vsak slučaj navijo novinarji kaj zaslišval, ker navijo kaj slabega pisalo meni. No, tako hudo pa tudi ni. Če misliš slabo v novinarjih, misliš slabo tudi v meni. Saj veš, kaj si jaz mislim o novinarjih. Ste pa izjeme. Hvala ti, Štefi. Rad te imam, veš. Lepo, a ne? Mislim, tole z našim očijem pa mami. Rozi pravi, da je to najpomembnejše. Bomo videli, kako se bo razpletlo še naprej. Pod eno streho. Prosim, če zdaj poveste, koliko smo dolžni za tale vaš nastop. Veste, naša ura inštrukcije je strašno draga. Ja, jaz sem slišal, da je tudi po $200,000. 250. Ma se zmenimo tako, fanta. Za vas, za tašen namen, kakor je vaš, ne računam nič, ja? Zdaj pa res grem, dosti sreče želim. Hvala lepa, srečno. Željo znazna. Tina, saj si koražna punca. Povej zdaj. Rado, jaz bi ti rada nekaj povedala. Men? Dobro, lahko, sem, veš, da moraš biti kratka in jasna, tako da človeka narod važa. Takole. Rado, jaz nosim tvojega otroka. A je to res?
Rado. Oče. Za vse življenje. Jaz tega sploh ne zastopam več. Ampak to bomo že uredili. Nama se zdaj mudi. Mi dva bova pri Bogatajevih. Če naj kdo išče, tam bo novinarska konferenca. Tam bo trenutek resnice. Rado, pet greva. Pet. Poslušaj, Rado, ti me tam odzunaj počakaj, jaz se greva samo še preobleči. Odzunaj me počakaj. Takoj pridem. Joj, Mojca, vse šlo veliko lažje, kot sem mislila. Res. Ojoj, ljubček moj mali. Pa sva našla oči, a ne? On je moj fant iz zaliva, ki morje rad ima. Ko oči se mi zagleda, slišim njegov utrip srca. No, pa je Tini končno uspel najti očeta za svojega otroka. Ni bilo težko, pa upam, da je ta res pravi. Težja naloga pa čaka naše nedotakljive borce za pravico. Trenutek resnice bo čez 1 uro pri nas doma. Se vidimo. Globoko v sebi čutim, da sem zmagala. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho